Hvala, se moram najprej opravičiti za doktorico Andrejo Legan Ravnikar, ki bi morala predstavljati ta slovar, pa je danes žal odsotna. Slovar slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja z letnico 2023 je nov korak pri predstavitvi besedja slovenskih protestantskih piscev. Potem, ko je leta 2021 izšla prva knjiga slovarja, ki je vsebovala celotno besedje od A do D in ki je od leta 2022 dostopna tudi na spletu, na portalu Fran, smo se leta 2023 sodelavci sekcije oddelka po novem odločili, da izkoristimo možnosti spletnega objavljanja in rezultate svojega dela zainteresirani javnosti začnemo predstavljati sproti, ter jih tako čim prej naredimo dostopne za nadaljne raziskave. Priprava tiskane izdaje slovarja je namreč dolgotrajen proces zaradi maloštevilnih sodelujočih, trenutno nas je redaktorjev 5, ter relativno obsežnega in vsebinsko zahtevnega gradiva. To gradivo namreč sestavljajo vsa tiskana dela slovenskih protestantov od leta 1550 do leta 1603. V prvem prirastku novega rastočega slovarja slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja smo tako objavili 200 slovarskih sestavkov na črki E in F. Ti si le deloma sledijo po abecednem redu, saj smo prednostno obravnavali pomensko ali oblikovno povezane iztočnice znotraj teh dveh črk. V izboru je izrazito veliko prevzetega besedja iz nemščine in tudi latinščine. Omenila bi na primer bogato razvejane besedne družine besed erb, ki pomeni dedič, dediščina in vse izpeljanke iz tega, farba verjetno ne potrebuje dodatne razlage, ter še dva glagola, ferahtati, ki pomeni zaničevati, in pa feratati, v osnovnem pomenu izdati. Zlasti zadnja dva glagola in njuni besedni družini sta bili zaradi težko določljivih nijans v pomenu, ki jih ima glagol v nemščini in za katere je težko določiti, kako so prenesene v slovenščino, zelo zahtevni za obravnavo. Slovarski sestavki v rastočem slovarju prinašajo vse podatke, kot jih lahko najdete tudi v tiskani izdaji. Hkrati pa nam elektronska oblika omogoča nekoliko manj zgoščen in zato uporabniku bolj prijazen prikaz zlasti ilustrativnih zgledov. Slovar vključuje tudi uvod, v katerem so popisani struktura slovarskih sestavkov in drugi za uporabnika relevantni podatki. Načrtujemo pa, da se bo objava prirastkov nadaljevala v naslednjih letih in upamo, da se bo postopoma dvigovalo tudi število letno objavljenih gesel, da tako čim prej pokrijemo večji del besedišča. Hvala. Hvala.